Kje ste pa to staknili? Več ali manj? Z Evo Cimbola. Tokrat sem za rubriko Več ali manj v dnevni sobi Muzeja novejše zgodovine, kjer poteka zelo posebna razstava posvečena zimskim olimpijskim igram leta 1984 v Sarajevu. Jure Franko bo za vse večne čase zapisan kot prvi, ki je na olimpijskih igrah za Jugoslavijo in s tem posledično tudi za Slovenijo osvojil srebrno kolajno in se, lahko rečeva, tudi zaradi tega vpisal v srca Slovencev. Jure, hvala, ker ste si vzeli čas kar takoj na začetku. Hvala za povabilo in da je tako prijetna tema za pogovor. Ja, 40 let je obletnica in prav zaradi tega sem želela, da se mečkano poigrava. Jaz temu rečem, da se bova šla v nadaljevanju eno takšno igrco, za katero sem prepričana, da se v vaši športni karieri, da niste še imeli takšnega intervjuja, pa mi boste na koncu povedali, če sem se zmotila, prav? Super. Pejva, več ali manj kot 40 zlomljenih smučarskih palic v karieri? Manj. Več ali manj kot 40 dni izostanka v šoli zaradi smučarije? Veliko več. Pa so redno upravičevali? Ja, to je pač, jaz sem bil čisto prva generacija, ki je šla skozi smučarsko gimnazijo v Škofji Loki in celoten sistem je bil seveda podrejen temu, da smo lahko trenirali in smo hkrati tudi študirali, se učili. Ena zanimiva zgodba iz tega obdobja je, ker profesori, ki so nas učili takrat, niso imeli točno predstave o tem, kako naši treningi izgledajo. In vodja takratnih smučarskih oddelkov, Ivo Črnivc, je rekel, jih je povabil na trening z nami v Avstrijo na ledenik, kjer je bilo globoko pod minus 20 stopinj v času, ko smo trenirali in so si profesori uspeli pogledati, kako je to izgledalo takrat in so dobili predstavo o tem, kaj lahko od nas pričakujemo, ko smo od zjutra do bom rekel, popoldneva trenirali v takih razmerah, prišli vsi prepraženi z treninga, v dolino sledil je kondicijski trening, potem je sledila še priprava smuči in po tistem naj bi se potem še učili. Ne? In par jih je pri tem celo ustrajali in so videli, da mi spimo pri tem predavanju, ker smo bili utrujeni, premraženi. Ampak oni so šli dejansko na teren pogledati in so takrat drugače začeli na to gledati in tudi sistem potem sestavili tako, da je bil, bom rekel, nam smučarjem, športnikom bolj prijazen. Več ali manj kot 40 dolgočasnih daril na tekmah ali zasebno? Govoriva se, veste, dolgočasno, v smislu odložimo, pa nikoli več ne pogledamo. Ali obstajajo dolgočasna darila. To je, moram reči, da sva ne fair v tem momentu do daril, ker darilo je darilo. Nekdo si je pač mogel vzeti čas za to, da nekaj dal. Zdaj, če bi rekel, da bi pobral s kamen z ulice, pa rekel, na tle imaš darilo, ne, to je drugo, ampak takih daril se ne spomnim, da bi kadarkoli prejel. Za darilo ste na... Se pravi manj. Bistveno manj. Ja. Za darilo ste na olimpijskih igrah dobili videorekorder. Več ali manj kot 40-krat ste si na njem ogledali kakšne posnetke vaših tekem? Absolutno. Več kot 40-krat, ker je moj oče je snemal vse naše tekme, to so bile še VHS kasete za vaše mlajše gledalce. Jaz jih še poznam, mlajši pa res ne več. To se pravi, in teh kaset in tekem je bilo seveda kar nekaj, tako da je on to vse zabeležil na te kasete in pol sem jaz na tem videorekorderju tudi analiziral tekme, gledal za nazaj, tako da veliko več, kolikokrat več, pa ne vem. Več ali manj kot 40-krat ste slišali od navijačev, volimo Jureka, više nego Bureka. To včasih slišim po 40-krat na dan, zdaj ob 40. obletnici pa sploh. Tako, ja. In to po celi bivši državi. Ne. In če sva ravno pri tem, več ali manj kot 40 enih in istih vprašanj v karieri?
Tudi veliko več kot 40, ja, absolutno. In ena zgodba... Ampak te današnje so pa posebne. So drugačne. So super. Tako. Več ali manj kot 40-krat se vam ni ljubilo iti na trening ali tekmo, oziroma ste čutili rahu odpor, v smislu, a spet? Se to sploh več zgodi? Za kondicijske treninge. Tako, ja. Kondicijski treningi so nekako, bom rekel, vsi smo radi smučali, vsi smo radi tekmovali in trenirali smučanje, medtem ko kondicijski treningi so bili pa redko priljubljeni. To se pravi, če jih ne bi bilo treba, bi veliko rajše jih imeli, oziroma smo čutili tudi odpor do njih. Ker verjetno tudi bolj naporni, ne? Absolutno. Je, ker moš trenirati druge stvari. Takrat, sploh v našem obdobju, smo trenirali na drugi način, kot se dan današnji trenira, ker je znanost seveda šla toliko naprej, ker se zdaj bolj ve, kaj je potrebno za smučanje in tako. In recimo te treningi vzdržljivosti, tako imenovani intervalni treningi, so bili nekaj, kar nobenemu niso bili posebej, ker gre dejansko za samo trpinčenje v tistih treningih. Ženo Simono ste spoznali na Japonskem. Več kot 40-krat ste pomislili, da bi jo spet peljali na Japonsko. Zdaj pa ne vem, če ste jo morda v tem času že. Midva sva kar nekaj časa bila na Japonskem, sigurno več kot 40 dni. Za kakšno obletnico pa se vrnila? Se pa ponovno zdaj pogovarjamo, radi bi šli s celo družino in upam, bili smo že pravzaprav na poti, pa so potem prišle moje operacije kolkov vmes tako da zdaj pa upam, da bo še otroka toliko motivirala, da bomo vsi 4 lahko šli na Japonsko. Absolutno v planu. Več ali manj kot 40-krat na leto se nasmejita vajni zgodbi o zaroki. O sami zaroki ne, ampak o tem, kako sva se pa našla, pa je absolutno ja. A nam poveste, prosim, lepo zgodbo s to uro, pa s tem, kako ste zginili za 2 uri vmes, pa potem prišli nazaj? Kje ste pa to stakali? Čestitam. To ne ve veliko ljudi, ampak zdaj bo očitno več ljudi. Očitno imam dobre veze. Ja, lejte, tako je bilo, ne? Jaz sem imel slab dan. Tako, pač bil sem tečen, po domače rečeno. Točno, tako je bilo rečeno, ja. Ja. Bil sem tečen in pol sem, ker seveda imela sva se zelo rada in sem jo kar mal, ne bom rekel, da sem jo provociral, ampak sem bil pač neugoden za okolico in vključno z njo. In mi je kapljno na pamet, če me pa takega prenaša, a ne, pol je pa verjetno nekaj, kar lahko, s komer bi lahko bil skozi celo življenje. In sem se usedel na motor in sem se odpeljal v bližnjo zlatarno in izbral uro. Prstan se mi pač ni zdel tako primerna zadeva in sem eno lepo uro zbral, na katero sem dal ugravirati napis zadaj, na katerem je pisal za 3 pikice, za 3 pikice, za 3 pikice, za roka. Za roka, a ne, kakor bi rekel nekje okrog Škofje Loke Svetega Duha, bi rekel, to je za naroka. Tako. In hkrati za roka. Tako da... In 3-krat je rekla da. Ne vem, kolikrat je rekla. Enkrat je bilo dovolj. In ko smo ravno pri tem, sami ste rekli, da ste imeli takrat slab dan, več ali manj kot 40 takih dni na leto. Tle nekje. Vedno so stvari, to je seveda, se veste, življenje ni vse samo smehljaj, tako v življenju se pojavijo tudi takšne drugačne težave, zdravstvene, Bog ne daje, ampak tudi to je sestavni del življenja in takrat sigurno ne moreš biti v rozcah. Več ali manj kot 40 ogledanih mjuziklov po svetu.
Več. Ja. Muzikle sem seveda omenila in jih dodala notri, zato ker je pa to nekaj, kar se je v vašem življenju dogajalo, dajva reči, v zadnjem času ali pa po neki športni karieri. Ne? Ja, lejte, se že profesionalno moram iti pogledati naše produkcije, ki jih imamo recimo Mama Mije v Romuniji, Bolgariji, Srbiji, Hrvaški, Sloveniji, Makedoniji in samo naših produkcij, to se pravi v Sloveniji, sem pogledal, vem, da sem jih od začetka 62 ali 64 sem bil nenehno zraven, potem sem pač dobil sodelavce, ki so temu sledili, ker je nekdo moral biti tudi z otroki doma. Ampak različnih muziklov pa ravno tako, ne, po svetu, od Japonske do Kanade, do Amerike, seveda do največkrat greva pa v London. Pogledati. Omenili ste otroka, več kot 40krat na leto ste bili v vlogi tistega ta bolj strogega starša. Jaz sem nenehno v vlogi strogega, ker sva si to porazdelila, zdaj otroci to že tudi vejo, seveda, a ne? Da je mamica tista, pri kateri iščejo zavetišče, in da je oče tisti, ki ko pride do krizne situacije, potegne črto, da čez to črto se pa ne sme. Več ali manj kot 40 neizpolnjenih želja? Obratno. To se pravi, več kot 40 želja, o katerih se nisem upal niti sanjati, izpolnjenih. Več ali manj kot 40 iskrenih prijateljev iz časa smučarije? To pa zelo kratek odgovor. Manj. Sploh, ko damo še tole iskreno zraven, ne? Ja, tam bom rekel, in v nesreči in v sreči spoznaš prijatelja, ne? Iskrene prijatelje. In takrat vidiš, da se to število res zelo, zelo zoži. Več ali manj kot 40krat na leto ženim in otrokom poveste, da jih imate radi? Veliko večkrat. Več ali manj kot 40krat ste sedaj med najnim intervjujem pomislili na kakšno drugo obveznost? Ne, kar je znamenje odličnega intervjuja. Več ali manj kot 40krat letno ste ponosni sami na sebe in svoje dosežke, tako v športu kot v produkciji? Ponosen, mogoče ni prava beseda, sem pa vesel, ko vidim, da ena stvar uspe, in tega je sigurno več kot 40krat na leto. Letos sem pa res še posebej ponosen na to, kar se je dogajalo pred 40 leti, ponosen na vse nas, ki smo bili takrat prisotni, sodelovali na tak ali drugačen način, doprinesli k temu velikemu skupnemu uspehu, ki se je imenovala Olimpijada. Ponosen tudi na to, da je Slovenija prav v tem muzeju pokazala neposredno, kakšen je bil delež Slovenije in Slovencev, tako v tekmovalnem, kot seveda še širše v organizacijskem smislu, kakšen je bil doprinos na takratni olimpijadi, in da to s ponosom pokaže in pove, takšen je bil naš doprinos, in doprinos je pa bil seveda levji delež organizacijskih in tekmovalnih zahtev in izvedbe je prišlo iz slovenske strani. Gospod Jure Franko, več kot 40krat hvala, da ste si vzeli čas za ta nekoliko drugačen intervju. Hvala vam, super je bilo. Pa smo!